O analnem seksu imajo ljudje precej razdvojena mnenja. Eni ga sploh ne marajo, drugi ga pa obožujejo. Večina ljudi, ki je dala analnemu seksu priložnost, ampak zdaj prav, da to ni za njih, je naredila vsaj eno od 5 napak, ki jih bom omenila v tem videu. Glej naprej, da jih ne boš naredil tudi ti. To so ključne stvari, ki jih moraš vedeti, da bo analni seks poln užitka, tako kakor se spodobi. Prva napaka, preskočiš predigro. To, da ljudje preskočijo predigro, je ena najpogostejših napak. Predigra je pomembna zato, da se mišice analnega sfinktra sprostijo in da ima telo čas, da se pripravi na analno penetracijo. Predigra lahko vključuje masažo anusa, kar lahko počneš s prsti, z jezikom ali pa z igračko. Potem, ko je pa oseba dovolj vzburjena, pa anus lahko počasi penetriraš z enim prstom, lahko pa tudi z majhno analno igračko. Že pri masaži anusa zelo priporočam uporabo lubrikanta. Ko pride do kakršnekoli penetracije, je pa lubrikant obvezen. Več o tem tudi v nadaljevanju. Več o analnih čepkih in njihovi uporabi pa lahko izveš tukaj. Več o dilatorjih pa v tem videu. Druga napaka je pa, da nisi dovolj sproščen. Pri sproščenosti veliko pomaga že predigra, ker bolj kakor si vzburjen, bolj boš sproščen. Poleg tega pa zelo pomaga to, da si na analni seks dobro pripravljen. Sem spada vse od tega, da imaš ustrezno znanje, pa do tega, da se ne obremenjuješ s čistočo. Sicer analno tuširanje za analni seks ni obvezen, ampak če te skrbi čistoča, potem se boš brez tega težje sprostil. Eni ljudje analnega tuširanja nikoli ne izpustijo, spet drugim se pa ne zdi potrebno. In oboje je čisto okej. Načeloma je dosti že to, da poskrbiš za ustrezno dieto. To pomeni, da ješ dosti vlaknin in se izogibaš hrani, ki te napihne ali pa pusti težek občutek v želodcu. Če greš kakšno uro pred analnim seksom na veliko potrebo, je to velikokrat čisto dosti in analno tuširanje sploh ni potrebno. Če te pa vseeno zanima več o analnem tuširanju, si pa lahko pogledaš tale video za več informacij. Potem imam pa tukaj zate še 2 namiga za sproščanje, ki jih lahko zelo enostavno implementiraš. Prvič, pomembno je, da nisi v krču, ker s tem podzavestno stiskaš zadnjico in mišice anusa. Enim pri tem pomaga, da sprostijo grlo, ker če zadržuješ dih in stiskaš grlo, s tem stiskaš tudi anus. In obratno, če globoko dihaš in sprostiš grlo, s tem sprostiš tudi mišice v anusu. Drugi namig, ki ga lahko preizkusiš, je pa, da tik pred penetracijo izdihneš. S tem, ko izdihneš, se mišice sprostijo in penetracija bo hitrejša in lažja. Skratka, dihanje je ful pomembno. In pa nikakor ne zadrževati diha. Ena najhujših napak je pa, da ne uporabiš lubrikanta. Za razliko od nožnice, ki se ponavadi samo vlaži, se anus, ne glede na to, koliko si vzburjen, ne more. Pomanjkanje lubrikacije lahko v najboljšem primeru pripelje do neugodja, v večini primerov pa do manjših in večjih poškodb. Neuporaba lubrikanta je zelo velikokrat razlog, da se ljudje po enem poskusu odrečejo analnemu seksu. In kakšni lubrikanti so najboljši? Nikoli ne moreš zgrešiti s klasičnim analnim lubrikantom na vodni osnovi. Analni lubrikanti so gostejši in bolj obstojni od navadnih in so zato tudi toliko bolj primerni za analni seks. V primeru, da ne planiraš uporabljati silikonskih pripomočkov, ti pa najbolj priporočam silikonski lubrikant. Tak lubrikant je izjemno obstojen in ponovno nanašanje ponavadi sploh ni potrebno. Lahko pa uporabljaš tudi lubrikante na oljni osnovi. Krisko in kokosovo olje so precej popularna izbira za bolj ekstremne oblike, kot je na primer analni fisting. Pri uporabi olj pa pazi sam na to, da jih ne kombiniraš s kondomi iz lateksa, ker olje poškoduje lateks, zaradi česar kondom lahko poči. Tako kot pri vseh drugih oblikah seksa, je komunikacija ključnega pomena. Že preden začneta, se pogovorita o pričakovanjih in morebitnih strahovih, ki jih imata. Če ima kateri izmed vaju slabo izkušnjo, naj jo deli s partnerjem, da to lahko potem predebatirata in ugotovita, kaj treba narediti, da se to ne bo ponovilo. Že vnaprej se zmenita, kako se bosta tega lotila, da bosta vedela točno, kaj pričakovati. Potem pa ne pozabita komunicirati tudi med samim seksom. Pa ne pozab, nikoli ni prepozno, da si premisliš. Tudi potem, ko sta že začela, ni prepozno. Če se ti zdi, da tisti dan pač nisi pripravljen na to, potem to povej partnerju.
Čisto ok, tudi če se analni seks ne zgodi že prvič, ko se tega lotita. Najbolj pomembno je, da si vzameta čas, da poskrbite za udobje in zaupanje in da ne prehitevata sama sebe. Zadnja stvar, na katero veliko ljudi kar pozabi, ko se loti analnega seksa, je pa zaščita. Eni si mislijo, da zato, ker pri analnem seksu ne moreš zanositi, kondomi niso potrebni. Ampak ne pozabiti, da se tudi z analnim seksom lahko prenašajo spolno prenosljive bolezni. Poleg tega pa lahko tvegaš vnetje sečil. Kondomi ne bodo zaradi tega obvezna oprema. In s tem danes zaključujem tale video. Upam, da si izvedel kaj novega in da bo analni seks zdaj tak, kot mora biti, poln užitka. In če ti slučajno kljub vsemu analni seks še vedno ni všeč, vedi, da tudi s tem ni čisto nič narobe. Vsi imamo različne želje in preference in normalno je, da so nam všeč različne stvari. Vse pripomočke, ki bi jih lahko potreboval, lahko najdeš v naši spletni trgovini Svet užitka in na naših trgovinah v Ljubljani in Kranju. Če imaš pa še kakšno vprašanje, nas pa lahko tudi pokličeš ali pa napišeš na naš e-mail. Smo pa tudi na Instagramu, YouTubeu, TikToku in Facebooku, kjer nam ne pozabi slediti, da ne zamudiš vseh novosti in popustov. To je to, se vidimo naslednjič. Čau!